Dobrodošli na 18. redni seji občinskega sveta občine Hoče - Slivnica. Ugotavljam, da smo sklepčni. Točka 2. Pregled in potrditev zapisnika 17. redne seje občinskega sveta. Ima kdo kaj na zapisnik? Predlagam sklep: občinski svet občine Hoče - Slivnica potrdi zapisnik 17. redne seje občinskega sveta občine Hoče - Slivnica. Kdo je za ta sklep, naj potrdi z dvigom roke. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 za. Soglasno? Koliko? Ne. Je kdo proti? Ne, ok. 14 za, se opravičujem. Točka 3. Pregled in potrditev zapisnika 17. korespondenčne seje. Ima kdo kaj na ta zapisnik? Ugotavljam, da ne. Predlagam sklep: občinski svet občine Hoče - Slivnica potrdi zapisnik 17. korespondenčne seje občinskega sveta občine Hoče - Slivnica. Kdo je za ta sklep, naj to potrdi z dvigom roke. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 za. Hvala. Točka 4. Pregled in potrditev zapisnika 18. korespondenčne seje. Ima kdo kaj na ta zapisnik? Predlagam sklep: občinski svet občine Hoče - Slivnica potrdi zapisnik 18. korespondenčne seje občinskega sveta občine Hoče - Slivnica. Kdo je za ta sklep, naj potrdi z dvigom roke. 15. Hvala. Točka 5. Obravnava in potrditev dnevnega reda. Ima kdo kaj na dnevni red? Predlagam sklep: občinski svet občine Hoče - Slivnica potrdi dnevni red 18. redne seje občinskega sveta občine Hoče - Slivnica. Kdo je za ta sklep, naj potrdi z dvigom roke. 15 za. Hvala. Točka 5a. Še ni razlagalca, čeprav se mu ful mudi, je prosil, da bo prvi. Je kdo proti temu, da ga pač prestavimo, pa ko pride, pride? Ok, noben nima nič proti. Gremo na točko 6, pa ga pol stisnemo, ko pride. Obravnava in potrditev elaborata lokacijske preveritve za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev v PUP BO02/1 na parcelni številki 186/6 KO 695 Bohova v občini Hoče - Slivnica. Poročevalec, predstavnik družbe Urbis. Izvolite. Lep pozdrav, podjetje Urbis, katero je izdavalo ta elaborat. Investitor želi na tej parceli 186 KO Bohova urediti 3 pedli igrišča na prostem. In sicer trenutni OPN na namenski rabi SKD ne dopušča teh igrišč, oziroma dopušča samo igrišča za šport in rekreacijo na prostem, ampak samo na travnati površini oziroma na naravnem zemljišču. Zdaj, s tem elaboratom se dopolnijo ti prostorski izvedbeni pogoji, tako da se dovoli izvedba igrišč za šport na prostem, se pravi na trdi podlagi, obdelani z ustreznim materialom, se pravi betonska plošča, tepih in ta granulat, podobno kot pri tenis igriščih. Se pravi, v postopku lokacijske preveritve je bila izvedena javna razgrnitev 15 dni in tudi pridobljena so bila vsa pozitivna mnenja. To je bilo to. Hvala. Odbor za okolje in prostor. Izvolite. Pozdravljeni. Člani odbora za okolje in prostor predlagajo občinskemu svetu občine Hoče - Slivnica, da potrdi elaborat lokacijske preveritve za individualno odstopanje od prostorskega izvedbenih pogojev v PEUP BO02/1 na parcelni številki 186/6 KO 695 Bohova v občini Hoče - Slivnica. Hvala. Odpiram razpravo. Ni razpravljalcev. Predlagam sklep: občinski svet občine Hoče - Slivnica sprejme sklep o potrditvi lokacijske preveritve za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev v PEUP BO02/1 na parcelni številki 186/6 KO 695 Bohova v občini Hoče - Slivnica po skrajšanem postopku. Kdo je za ta sklep, naj to potrdi z dvigom roke. Soglasno. Hvala. Točka 7.
Obravnava in podaja soglasja za uvrstitev javnih uslužbencev zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor višji plačni razred po drugem oziroma tretjem odstavku 22. člena ZSTS PJS. Poročevalec, izvolite. Pri tej točki gre za podobno zadevo, za katero smo vas zaprosili za soglasje že parkrat v preteklosti. Tokrat to prvič delamo po novem zakonu o plačnem sistemu, ki je začel veljati s 1.1. Letošnjem letu. Gre pa v bistvu za ta izredni dvig. Zdaj, če ste videli, pripravili smo 15 vlog. Te vloge smo poslali prvo na ministrstvo. Ministrstvo jih je že potrdilo. Videli ste pa, da gre pri tem v pretežni meri za javne uslužbence iz tujine. Gre za specialiste z večletnimi izkušnjami, ki so prišli k nam. Žal jim nismo mogli priznati napredovanj na drugačen način kot ta, ker so v bistvu delali izven Slovenije oziroma tudi nekateri v gospodarstvu, in pač ta naš plačni sistem tega ne omogoča. Omogoča z tem novim členom 22, drugim odstavkom in tretjim odstavkom. Zato smo se tega poslužili. Rad bi povedal, da ima zavod v finančnem načrtu zagotovljena sredstva za zaposlitev teh oseb. Gre se namreč za to, da kolikor bi mi imeli razpis, ki ga tudi velikokrat imamo, ga ponavljamo, pa pač teh kadrov ne dobimo, ker so deficitarni. Vkolikor bi se kdo pa slučajno prijavil, bi prišel recimo iz nekega drugega javnega zavoda, bi mu pa lahko dejansko na podlagi tega, ker je dalj časa bil v javnem sektorju, vse te plačne razrede priznali. Tukaj pa pač tem javnim uslužbencem ne moremo, kar pomeni, sredstva za to imamo, ne moremo jih pa drugače nagraditi kot z vašim soglasjem. Rad bi povedal pa tudi to, da neposredno ne vpliva na občinska sredstva. Mi smo namreč financirani iz prispevkov ZZZS in dejansko občina dodatnih stroškov s tem ne bo imela. Zato vas prosimo za ta soglasja. Hvala. Odbor za finance, izvolite. Ja, lepo pozdravljeni. Odbor za finance soglaša z predlogom sklepa. Hvala. Odbor za negospodarske dejavnosti, izvolite. Člani odbora za negospodarske dejavnosti predlagajo občinskemu svetu, da poda soglasje za uvrstitev javnih uslužbencev zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor v višji plačni razred po drugem oziroma tretjem odstavku 22. člena ZSTS PJS po predlaganem seznamu uvrstitev. Hvala. Hvala. Odpiram razpravo. Predlagam sklep. Občinski svet občine Hoče - Slivnica podaja soglasje za uvrstitev javnih uslužbencev zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca v višji plačni razred po drugem oziroma tretjem odstavku 22. člena ZSTS PJS po predlaganem seznamu uvrstitev. Kdo je za ta sklep, naj potrdi z dvigom roke. Soglasno. Hvala. Točka 8. Obravnava in podaja soglasja k pogodbi o prodaji in prenosu poslovnih deležev v družbi Farmadent, trgovina, proizvodnja in storitev d.o.o. Poročevalec, direktorica, gospa Metka. Ja, lepo pozdravljeni še z moje strani. Zdaj župani so 2.9. Podpisali pogodbo o prodaji in prenosu poslovnih deležev v družbi Farmadent. Pogodba je podpisana z odložnimi pogoji, in sicer, da morajo vsi občinski sveti podati soglasje k predlogu prodaje in pa tudi pridobiti še potrebno soglasje skupščine in nadzornega sveta družbe Farmadent in pa tudi soglasja bank. Zdaj, posamični programi so bili potrjeni že v letu 2024, tako da se predlaga, da se potrdi ta pogodba. Vkolikor bodo občinski sveti potrdili pogodbo do 15. Bomo pridobili kupnino še v letošnjem letu. Hvala. Hvala. Odbor za finance, izvolite.
Odbor za finance tudi v tem primeru soglaša z predlogom sklepa. Hvala. Odpiram razpravo. Predlagam sklep. Občinski svet občine Hoče - Slivnica soglaša s pogodbo o prodaji in prenosu poslovnih deležev v družbi Farmadent, trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o. sklenjeno med Mestno občino Maribor, občino Duplek, občino Hoče - Slivnica, občino Miklavž na Dravskem polju, občino Rače Fram in občino Starše kot prodajalci. In Salus veletrgovina družba za promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi d.o.o. kot kupec dne 2.9.2025 v obliki notarskega zapisa notarke magistre Darinke Kobalej-Šteharnik iz Maribora, upravilna številka SV 660/2025. Kdo je za ta sklep, naj potrdi z dvigom roke? 15 soglasno. Hvala. Točka 9. Obravnava in podaja soglasja za uvrstitev javnih uslužbencev Osnovne šole Franca Lešnika Vuka Slivnica pri Mariboru v višji plačni razred po tretjem odstavku 22. člena ZSTSPJS. Poročevalec, ravnatelj, gospod. Lepo pozdravljeni. Ne Branko Gosak, ampak Franc Gosak. Študiral sem, kako vas kličejo, kako vam je ime. Se upravičujem. Lepo pozdravljeni. Torej, kot je že kolega iz zdravstvenega doma pojasnil, teoretske ozadje o predlogu umestitev javnih uslužbencev v višje plačne razrede. Tudi mi predlagamo 3 delavce v uvrstitev v višji plačni razred. In sicer v našem primeru gre pa za tehnični kader, se pravi za čistilko, kuharja in administratorko. Gre za v resnici najnižje plačan kader, ki pa vsi imajo več let delovne dobe in če bi bili vsa ta leta zaposleni v javnem sektorju, bi bili tako ali tako že mnogo let v najvišjih plačnih razredih. Sedaj mi smo jih zaposlili na način, da je šlo za nadomeščanje krajših odsotnosti in v tem primeru nismo šli skozi ves proces, ko bi lahko že zaprosili takrat vas za dvig plačnih razredov, ampak po starem zakonu vmes med zaposlitvijo se ni dalo zaprositi, zdaj po novem zakonu pa torej lahko zaprosimo tudi med zaposlitvijo, tako da vas prosimo za soglasje. Hvala. Odbor za finance, izvolite. Odbor za finance soglaša tudi z tem sklepom. Hvala. Odbor za negospodarske dejavnosti, izvolite. Člani odbora za negospodarske dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da poda soglasje za uvrstitev javnih uslužbencev Osnovne šole Franca Lešnika Vuka Slivnica pri Mariboru v višji plačni razred po tretjem odstavku 22. člena ZSTSPJS po predlaganem seznamu uvrstitev. Hvala. Odpiram razpravo. Predlagam sklep. Občinski svet občine Hoče - Slivnica podaja soglasje za uvrstitev javnih uslužbencev Osnovne šole Franca Lešnika Vuka Slivnica pri Mariboru v višji plačni razred po tretjem odstavku 22. člena ZSTSPJS po predlaganem seznamu uvrstitev. Kdo je za ta sklep, naj to potrdi z dvigom roke. Soglasno. Hvala. Točka 10. Obravnava in potrditev sklepa o soglasju k sistemizaciji in normativih delovnih mest ter organizaciji dela v javnem vzgojno-izobraževalnem in varstvenem zavodu Osnovna šola Franca Lešnika Vuka pri Mariboru, predšolska vzgoja. Poročevalec, gospod Franc Gosak, ravnatelj šole. V našem vrtcu imamo v šolskem letu 25-26 v tem trenutku 135 otrok, največ možno bi bilo 138, vendar imajo 3 v zapisniku oziroma bivši odločbi o usmerjanju zapisano, da imajo znižen normativ. To pokriva občine zavezanke, to so občine, iz katerih ti otroci prihajajo. Otroke imamo razporejene v 2 prvi starostni skupini in v 5 druge starostne skupine, enako kot v preteklih letih, tako da tudi v sistemizaciji ni nobenih sprememb, zato pa prosimo za soglasje. Hvala. Odbor za negospodarske dejavnosti, izvolite. Člani odbora za negospodarske dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da poda soglasje, da potrdi sklep o soglasju k sistemizaciji in normativi delovnih mest
ter organizaciji dela v javno-vzgojno-izobraževalnem in varstvenem zavodu Osnovna šola Franca Lešnika Vuka Slivnica pri Mariboru. Hvala. Hvala. Odpiram razpravo. Predlagam sklep. Občinski svet občine Hoče Slivnica potrdi sklep o soglasju k sistemizaciji normativih delovnih mest ter organizaciji dela v javno-vzgojno-izobraževalnem in varstvenem zavodu Osnovna šola Franca Lešnika Vuka Slivnica pri Mariboru, vrtec Slivnica. Kdo je za ta sklep, naj to potrdi z dvigom roke? Soglasno. Hvala. Točka 11. Obravnava in potrditev sklepa o soglasju k sistemizaciji normativih delovnih mest ter organizaciji dela v javnem vzgojno-izobraževalnem in varstvenem zavodu Osnovna šola Dušana Flisa Hoče, predšolska vzgoja. Poročevalec, ravnateljica gospa Petra Urek. Lepo pozdravljeni. V tem trenutku je v našem vrtcu 276 otrok. Jih je nekoliko manj, kot je bilo v prejšnjem letu, tako da v predlogu za sistemizacijo za to šolsko leto smo zaprosili za 16 oddelkov in pol, pri čemer bo polovični oddelek dopolnjen do najkasneje 21. januarja, tako da bi potem bilo 17 oddelkov. Seveda to prinese tudi pač manjši udarec zaradi tega, ker bomo morali dati na čakanje, se pravi eno pomočnico za to obdobje do 21.1. in pa tudi manjši oziroma delež 0,83 kuharja. V tem šolskem letu imamo res izredno dosti učencev, ki so prišli v prvi razred, 92, kot posledica tega, da so številni otroci bili nekako zadržani še v naslednjem šolskem letu in zato je tudi manj otrok v vrtcu. Hvala. Hvala. Odbor za negospodarske dejavnosti, izvolite. Člani odbora za negospodarske dejavnosti predlagajo občinskemu svetu, da potrdi sklep o soglasju k sistemizaciji normativih delovnih mest ter organizaciji dela v javno-vzgojnem izobraževalnem in varstvenem zavodu Osnovna šola Dušana Flisa Hoče, vrtec Hoče in vrtec Rogoza. Hvala. Hvala. Odpiram razpravo. Predlagam sklep. Občinski svet občine Hoče Slivnica potrdi sklep o soglasju k sistemizaciji normativih delovnih mest ter organizaciji dela v javnem vzgojno-izobraževalnem in varstvenem zavodu Osnovna šola Flisa Hoče, vrtec Hoče in vrtec Rogoza. Kdo je za ta sklep, naj to potrdi z dvigom roke? Soglasno, hvala. Točka 12. Obravnava in potrditev sklepa o določitvi cen programov v javnih vrtcih v občini Hoče Slivnica. Poročevalec, ravnatelj gospod Franc Gosak. Zavodi moramo v skladu z zakonom o vrtcih enkrat letno preveriti in izračunati ekonomsko ceno vrtca. To smo storili in preverili, ali je cena, ki velja od 1.6.2024 še vzdržna. Ugotovili smo, da je prenizka. Glavni razlogi za povišanje cen so seveda nov plačni sistem in dvig plač. V tem času, odkar velja stara cena in mi računamo ceno za novo šolsko leto, torej od 1. septembra do 31.8., pride do trikratnega zvišanja plač. Prvo je bilo 1.1., potem 1.10. in 1.6. prihodnje leto. Prvi dve za 100 evrov bruto in tretja za 70 bruto za praktično vsakega zaposlenega. Prispevki za plače so se dvignili za 1% zaradi novega prispevka za dolgotrajno oskrbo. Minimalna plača za skoraj 2%, regres za letni dopust v višini 7%, odpravnina po upokojitvi, če pač pride v tem letu, dvig regresa za prehrano za dobrih 7%, ter dvig premije dodatnega pokojninskega zavarovanja. Naj povem, da smo pri stroških planirali minimalni dvig za 1,7%, pri prehrani otrok, se pravi stroški za živila, pa nismo ničesar višali. Tako da to je izračunana cena, oba zavoda izračunata vsak svojo ceno in potem na občini izračunajo poprečje. Tako da predlog je to poprečje. Hvala. Hvala.
Odbor za negospodarske dejavnosti, izvolite. Člani odbora za negospodarske dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da potrdi sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih v občini Hoče - Slivnica. Hvala. Odbor za finance, izvolite. Odbor za finance se strinja z tem sklepom. Hvala, odpiram razpravo. Predlagam sklep. Občinski svet občine Hoče - Slivnica potrdi sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih v občini Hoče - Slivnica. Kdo je za ta sklep, naj to potrdi z dvigom roke. (14 za), je kdo proti? Nihče. Točka potrjena. Evo, gospod Kunst, vi ste hiteli, da bi bili prej, pa so se svetniki strinjali, da vas predstavimo, da vas ne damo na zadnjo točko, izvolite. Lepo pozdravljeni, moje ime je Aljaž Kunst, predstavnik podjetja Promoč, ki smo v občini Hoče - Slivnica izdelovali občinsko celostno prometno strategijo. Strategija se je izvajala v sodelovanju z podjetjem Masterplan. Zdaj, za samo strategijo smo pričeli v letu 2024, natančneje maja 2024, potekala je cirka dobro leto. Mi smo mogli opraviti tudi dve fazi presoje kakovosti dokumentov strani ministrstva, ki smo jih uspešno prestali. Sama strategija se nekako nanaša na izboljšanje pogojev za trajnostno mobilnost v občini. Občina Hoče - Slivnica je recimo z svojo bližino Maribora pa svojo strateško lego tudi sten večjih zaposlovalcev tu. Lahko že nekaj delate na trajnostni mobilnosti, za razliko od katerih slabše drugih občin. Tako da sam proces priprave je bil določen s smernicami Ministrstva za okolje, podnebje in energijo. Strategija je bila razdeljena v več vsebinsko zaokroženih sklopov. Zdaj, ti pomembnejši sklopi so bili predvsem opredelitev vizije in ciljev, kjer smo nekako začrtali predvideno stanje. V naslednjem sklopu smo naredili analizo obstoječega stanja, ki je zajemala en kup nekih terenskih aktivnosti, tudi ogromno vključevanje javnosti. Zbrali smo, mislim, 550 anket občanov. In potem tretji, zadnji, taki pomembnejši sklop, ki pa je bil opredelitev ukrepov trajnostne mobilnosti. Zdaj, za boljši potek dela smo spostavili tudi nekaj delovnih skupin. Zdaj, na eni strani smo bili mi kot izvajalec, na drugi strani je bila ožja delovna skupina, ki je bila sestavljena članov občinske uprave. Širša delovna skupina, ki je bila sestavljena od nekih ključnih deležnikov, ki so bili prepoznani, da bi lahko mogoče največ doprinesli k kakovosti samega dokumenta. Vse zadnje pa je bilo tudi izvedenega ogromne neke aktivnosti s vključevanja javnosti, tako da je bila neka splošna javnost, pa je bila ta četrta delovna skupina. Sam dokument je nastavljen tako, da vam bo v bistvu omogočal prijavo na skoraj vse razpise z področja prometa, ki bojo. Sama strategija, sprejeta strategija je tudi pogoj za sploh prijavo na vse te razpise. V tem trenutku imate celo en odprt razpis, tako malo večji, mogoče z področja trajnostne mobilnosti. Tako da, samo strategijo vsebinsko smo razdelili na 5 stebrov. Skratka, prvi je bil celostno prometno načrtovanje, ki je nekako krovni steber, ki pokriva delovanje občine na področju načrtovanja prometa. Potem pa so bili stebri hoja, kolesarjenje, javni prevoz in osebni motorni promet. Mi smo se tu seveda najbolj osredotočali, da izboljšamo pogoje za hojo, kolesarjenje in javni prevoz in nekako, da zmanjšamo delež motornega prometa v občini. Nastavili smo tudi nekaj z terenskimi meritvami, to pomeni kordonskim štetjem prometa, anketah pri zaposlovalcih, anketah pri poteh v šolo. Smo dobili neko izhodiščno stanje o potovalnih navadah v občini. Smo pa skozi strategijo tudi mogli nastaviti neke ciljne vrednosti, katere bomo želeli doseči čez naslednjih 7 let.
Tako da to je na kratko, to zdaj sama strategija je precej dolga, jaz upam, da ste si jo prebrali, tako da mogoče predlagam, da mogoče kako diskusijo bolj na to temo, no, pa da grem v detajle pri ukrepu. Hvala. Odbor za okolje in prostor, izvolite. Člani odbora za okolje in prostor predlagajo občinskemu svetu, da potrdi občinsko celostno prometno strategijo. Hvala. Odpiram razpravo. Ni razpravljalcev, mogoče tisti 2 točki, 2 poti, ki boste v nadaljevanju sta ravno na ta razpis prijavljeni. No. Bomo kasneje o njih. Predlagam sklep, občinski svet občin Hoče - Slivnica potrdi občinsko celostno prometno strategijo. Kdo je za ta sklep, naj to potrdi z dvigom roke. Soglasno. Hvala. Smo pri točki 13. Obravnava in potrditev investicijskega programa za dozidavo in rekonstrukcijo vrtca Slivnica. Poročevalec, predstavnica RASG d.o.o. Izvolite. Lepo pozdravljeni, moje ime je Milojka Domajnko, prihajam z Razvojne agencije Slovenske Gorice. Bili smo pripravljalec investicijskega programa rekonstrukcija in prizidava vrtca Slivnica. Zdaj, glede na to, da ste gradivo tudi že prejeli, upam, da ste si ga tudi podrobno pogledali, bom povzela samo nekatere ključne informacije, podatke. Obravnavan investicijski projekt za ta projekt je investitor pridobil DIB že v preteklem letu, v septembru 2024. Občina Hoče - Slivnica pa je s tem projektom tudi uspešno kandidirala na javni poziv nepovratne finančne spodbude občinam za skoraj nič energijske stavbe, s čimer je tudi pridobila možnost investicije oziroma sofinanciranja in pa z odločbo, ki jo pridobila, se izteče rok za izvedbo investicije 3 leta od dokončnosti odločbe. To pomeni, da se mora projekt zaključiti najkasneje novembra 2027. Zdaj, kaj je bil namen in razlogi investicijskega projekta, so jasno zapisani. Namen je odprava prostorske stiske obstoječem objektu vrtca v naselju Slivnica, kjer boste pridobili 2 dodatni igralnici, nove sanitarije, prostor za dejavnosti, nove komunikacijske površine, nov glavni vhod z dostopno rampo, tudi terasni del. Kar se pa tiče stroška oziroma vrednosti investicije, je bila ta v DIP-u ocenjena na 1.080.177,08 evra za DDV, vendar pa smo v tem času od lanskega leta septembra do zdaj upoštevali tudi inflacijo, ki se je povečala za 3%, zato se tudi vrednost po stalnih cenah povišala na 1.113.000. In potem, če preračunamo po tekočih cenah, je ta vrednost 1.166.000, dobrih 166.000. Naprej imate opredeljeno tudi predvideno finančno konstrukcijo. Projekt se bo izvajal torej v letih 2025, 2026 in pa 2027. V naslednjem letu bi se naj izvedlo javno naročilo, potem vsa dela sledijo in se projekt zaključi novembra 2027 in potem, če sledimo na koncu, pridemo tudi do finančne in pa ekonomske analize, ki sta zelo pomembni in ključni, in tukaj smo ugotovili, da finančna analiza presoja projekt z vidika denarnega toka in donosnosti in smo ugotovili, da je pač se finančno za investitorja, ki bi privat se odločil za tak projekt, ne splača, kar je ključno, da ugotovimo tudi, in potem ugotovimo, da take projekte, ki so družbeno tudi potrebni, je potrebno, da jih potem izvaja in izpelje lokalna skupnost. Nadalje pri ekonomski analizi, kjer se upošteva širša družbena korist, ki je tukaj zelo pomembna in je ekonomska neto sedanja vrednost pozitivna in kaže, da so koristi za družbo večje od stroškov, in pa da ekonomska interna stopnja donosnosti bistveno presega družbeno diskontno stopnjo 5%, kar pomeni, da je projekt zelo
res upravičen z vidika družbene koristnosti. Na koncu lahko ugotovimo, da je projekt ekonomsko in družbeno utemeljen. Toliko na kratko, jaz bi se vam zahvalila za zaupanje, za pripravo dokumenta in pa želim tudi uspešno izvedbo. Hvala. Odbor za finance, izvolite. Odbor za finance soglaša z predlogom sklepa. Ob tej priložnosti bi rad povedal tudi to, da seveda v odboru za finance zelo pozdravljamo intenzivno pripravo, dokumentacijo in pa angažma strokovnih služb pri tem, kajte vemo, da brez teh dokumentov seveda je zelo težko se prijavljati na določene natečaje in to, kar je v glavnem slabost slovenskih podjetij in pa pravnih oseb ali pa nasploh, da je premalo projektov pripravljeno, takrat, ko se razpisi začnejo. Toliko. Hvala. Odbor za negospodarske dejavnosti, izvolite. Člani odbora za negospodarske dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da potrdi investicijski program za dozidavo in rekonstrukcijo vrtca Slivnica. Hvala. Odpiram razpravo. Predlagam sklep. Občinski svet občine Hoče - Slivnica potrdi investicijski program IP za dozidavo rekonstrukcija vrtca Slivnica. Kdo je za ta sklep, naj to potrdi z dvigom roke. Hvala, soglasno. Točka 14. Obravnava in potrditev investicijske dokumentacije novogradnja, prizidava in rekonstrukcija zdravstvene postaje Hoče. Poročevalec, gospa Metka Meglič, izvolite. Hvala za besedo. Zdaj seznanili smo vas, da smo v preteklih mesecih pridobili gradbeno dovoljenje za dozidavo zdravstvenega doma Hoče. In sicer predvideva se dozidava pediatrije, družinske medicine in pa tudi laboratorija. Zdaj Ministrstvo za zdravje je določilo sofinanciranje na primarni ravni. Mi smo podali vlogo in v skladu s tem moramo potem tudi potrditi vso investicijsko dokumentacijo. Zdaj mogoče predlog v občini Starše. Ne bodo dozidavali zdravstvenega doma, zato so pripravljeni odstopiti to kvoto nam. Mi pa bi v zameno potrdili, da pač imajo občani občine Starše prednost pred drugimi uporabniki, pred drugimi občinami. Hvala. Hvala, tako kot je bilo povedano. Tukaj gre velika zahvala občini Starše, tega nimajo v programu, lahko bi ta sredstva namenili komerkoli, so se odločili za nas, tako da predlog je, da imajo potem pri uporabi vseh storitev pred občani ostaliških okoliških občin, občani občine Starše, z direktorjem zdravstvenega doma bomo pa mogli pač to ustrezno operativno speljati. Zadevo je obravnaval odbor za finance, izvolite. Tudi v tem primeru soglaša z predlogom sklepa. Hvala. Odbor za negospodarske dejavnosti, izvolite. Člani odbora za negospodarske dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da potrdi prvič dokument identifikacije investicijskega projekta novogradnja, prizidava in rekonstrukcija zdravstvene postaje Hoče, investicijski program, potem predinvesticijsko zasnovo, novogradnja, prizidava, rekonstrukcija zdravstvene postaje Hoče, ter da občani občine Starše imajo prednost pri uporabi storitev, ki se izvajajo v zdravstvenem domu Hoče pred občani drugih okoliških občin. Hvala. Hvala, odpiram razpravo. Predlagam sledeče sklepe. Kdo proti temu, da jih sprejmemo v kompletu? Ne. Potem pa predlagam, da glasujemo v kompletu. Sklep številka 1. Dokument identifikacije investicijskega projekta DIP novogradnja, prizidave. Občinski svet občine Hoče - Slivnica potrdi 1. Dokument identifikacije investicijskega projekta DIP novogradnja, prizidava in rekonstrukcija zdravstvene postaje Hoče. Sklep 2. Investicijski program IP novogradnje, prizidava in rekonstrukcija zdravstvene postaje Hoče.
3. Predinvesticijsko zasnovo, novogradnja, prizidava in rekonstrukcija zdravstvene postaje Hoče. In 4. sklep, občani občine Starše imajo prednost pri uporabi storitev, ki se izvajajo v zdravstvenem domu Hoče pred občani drugih okoliških občin. Kdo je za to, da potrdimo te 4 sklepe? 15. Hvala. Točka 15. Obravnava in potrditev investicijske dokumentacije izvedba mešane poti za pešce in kolesarje ob lokalni cesti 243911 med Spodnjimi Hočami in Razvanjem. Poročevalec gospa Metka Meglič, izvolite. Ja, zdaj smo pa pri tej točki, tako kot je gospod Kunst prej omenil, so se pojavili razpisi za sofinanciranje v infrastrukturo. Mi skupaj z mestno občino Maribor pripravljamo to projektno dokumentacijo in se bomo tudi skupaj prijavili na razpis. Gre pa dejansko za dozidavo oziroma za izgradnjo mešane poti od botaničnega vrta do naselja Razvanje. Zdaj pot se predvideva v širini 2,5 metrov in seveda tudi finančno bo projekt, vkolikor bomo uspeli, kar dobro podprt strani ministrstva. Zdaj predvideva se celotna vrednost investicije 650.302 evra in sicer v naši občini je glavnina investicije, tako da moramo iz proračuna nameniti 195.000, iz proračuna države pa se predvideva sofinanciranje v višini 205.000. Hvala. Na območju naše občine. Ja. Hvala. Odbor za finance, izvolite. Hvala. Odbor za negospodarske dejavnosti, izvolite. Člani odbora za negospodarske dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da potrdi dokument identifikacije investicijskega projekta ter investicijski program izvedbe mešane poti za pešce in kolesarje ob LC 243911 med Spodnjimi Hočami in Razvanjem. Hvala. Hvala. Odpiram razpravo. Predlagam sklep. Občinski svet občine Hoče - Slivnica potrdi dokument identifikacije investicijskega projekta DIP izvedba mešane poti za pešce in kolesarje ob LC 243911 med Spodnjimi Hočami in Razvanjem in 2. investicijski program IP izvedba mešane poti za pešce in kolesarje ob LC 243911 med Spodnjimi Hočami in Razvanjem. Kdo je za sprejetje teh 2 sklepov, naj to potrdi z dvigom roke? Soglasno, hvala. Točka 16. Obravnava in potrditev investicijskega programa IP ureditev infrastrukture za pešce v naselju Pivola. Poročevalec gospa Metka Meglič, izvolite. Hvala. Zdaj tudi z tem razpisom se želimo prijaviti na javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti. Zdaj to gre dejansko za izgradnjo peš poti ob Lipovem drevoredu in pa tudi hkrati bi želeli obnoviti pivolsko cesto v Pivoli in sicer v dolžini 369 metrov, pa izgraditi 1695 metrov peš poti. Zdaj dejansko gre to, smo preimenovali ureditev tematske poti ob Lipovem drevoredu v ureditev infrastrukture za pešce v naselju Pivola. V tem projektu pa moram povedati, da ne obnavljamo več lip. Zdaj celotna vrednost investicije se ocenjuje na 735.000, smo pa imeli to tudi vključeno že v proračun, zdaj smo samo potem pri rebalansu se bo obravnavalo, smo samo poenotili postavko pa ime, da se bomo lahko 30.9. prijavili. Hvala. Hvala. Odbor za finance, izvolite. Tudi s tem predlogom odbor za finance strinja. Hvala.
Hvala. Odbor za negospodarske dejavnosti, izvolite. Člani odbora za negospodarske dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da potrdi investicijski program ureditev infrastrukture za pešce v naselju Pivola. Hvala. Hvala, odpiram razpravo. Predlagam sklep, občinski svet občine Hoče - Slivnica potrdi investicijski program IP ureditev infrastrukture za pešce v naselju Pivola. Kdo je za ta sklep, naj to potrdi z dvigom roke? Soglasno, hvala. Točka 17. Obravnava in potrditev investicijske dokumentacije za izgradnjo športne dvorane pri osnovni šoli Franca Lešnika Vuka Slivnica pri Mariboru. Poročevalec, gospa Metka Meglič. Zdaj v proračunu smo imeli že pripravo investicijske dokumentacije za izgradnjo športne dvorane v Slivnici. Smo tudi že oddali vlogo za gradbeno dovoljenje. Pričakujemo, da bomo vlogo za gradbeno dovoljenje pridobili še v tem mesecu, tako da bomo lahko tudi oddali vlogo za sofinanciranje. Zdaj celotna vrednost investicije je ocenjena na nekoliko manj kot 7 milijonov in sicer predvidevamo tudi sofinanciranje strani Eko sklada v višini 835 tisoč in pa tudi strani tega razpisa Ministrstva za vzgojo in izobraževanje v višini 1,2 milijona. Zdaj seveda v preteklosti smo se tudi pogovarjali, ker je športna dvorana se predvideva lokacijsko umestiti tam, kjer imajo prostore tudi penzionisti oziroma upokojenci in seveda tudi smo razmišljali, da je potrebno za njih urediti nadomestne prostore. Sprva smo mislili, da bi uredili tam ob varovanih stanovanjih, zdaj pa smo dobili nekako idejo, da mogoče bi pa potem preuredili obstoječo šolsko telovadnico za prostore za upokojence in na tak način njim zagotovili nadomestne, se pravi prostore, da bi lahko imeli potem tudi za druženje, pa tudi da bi preuredili, da bi lahko imeli kegljišče. Hvala. Hvala. Torej ti nadomestni prostori bi bili namenjeni večjim društvom, ker bi bili prostori večji. Umestili pa smo sem zato, ker vkolikor pustimo takšno, kot je, smo deležni samo 120 tisoč evrov po tem razpisu, ker pač gledal število oddelkov na površino športne dvorane, tako da smo zdaj tako zastavili, glede na to, da je objekt obstoječe telovadnice, bi bil potreben pač večjih obnov, bi pa lahko tu vse te dejavnosti pa še kaj več spravili v obstoječo dvorano. Vsekakor pa še bomo spremljali razpise, čakamo še razpis Ministrstva za šport oziroma MGTŠ, torej Direktorata za šport, ker vsako leto po zakonu o športu namenjajo ta sredstva. Jaz upam, da bojo razpisi zastavljeni tako, da bodo možno kandidirati na več njih. Eko sklad plus ta razpis je možno, da tudi tam ne bo kakšnih omejitev, pa da dobimo več sredstev, seveda pa pred odločitvijo o sami gradnji bo to še vsekakor točka na občinskem svetu. Zadevo obravnava odbor za finance, izvolite. Odbor za finance soglaša z predlaganim sklepom in se že veselimo nove dvorane. Hvala. Odbor za negospodarske dejavnosti, izvolite. Člani odbora za negospodarske dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da potrdi dokument identifikacije investicijskega projekta, investicijski program ter predinvesticijsko zasnovo za izgradnjo športne dvorane pri OŠ Franca Lešnika Vuka Slivnica pri Mariboru. Hvala. Hvala, odpiram razpravo. Predlagam sledeče sklepe. Občinski svet občine Hoče - Slivnica potrdi dokument identifikacije investicijskega projekta DIP za izgradnjo športne dvorane pri OŠ Franca Lešnika Vuka Slivnica pri Mariboru.
2 investicijski program IP za izgradnjo športne dvorane pri OŠ Franca Lešnika Vuka Slivnica pri Mariboru in 3 predinvesticijsko zasnovo PIS za izgradnjo športne dvorane pri OŠ Franca Lešnika Vuka Slivnica pri Mariboru. Kdo je za te 3 sklepe, naj to potrdi z dvigom roke? 1, 2, 3, 4, 5. 15 za, soglasno, hvala. Točka 18. Obravnava in potrditev sklepa ustanovitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na zemljiščih parcelna številka 1051/2 in 1051/3 KAO 708 Skoke. Poročevalec, gospa Metka Milič, izvolite. Pred vami so dejansko ustanovitve javnih dober na zemljiščih, ki smo jih pridobili v lanskem letu v občinsko last. Dejansko gre za nekategorizirano cesto, v kateri se vsekakor odvija promet. Sedaj pa je potrebno ustanoviti status javnega dobra in omogočiti splošno rabo vsakomur. Po ustanovitvi javnega dobra bomo tudi ta del ceste kategorizirali v skladu z odlokom o kategorizaciji cest. Hvala. Hvala, odbor za okolje in prostor, izvolite. Člani odbora za okolje in prostor predlagajo občinskemu svetu, da potrdi sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na zemljiščih parcelna številka 1051/2 in 1051/3 KAO Skoke. Hvala, odpiram razpravo. Predlagam sklep. Občinski svet občine Hoče Slivnica sprejme sklep o ustanovitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na zemljiščih parcelna številka 1051/2 in 1051/3 KAO 708 Skoke. Kdo je za ta sklep, naj to potrdi z dvigom roke? Soglasno, hvala. Točka 19. Obravnava in potrditev predloga pravilnika o oddaji zunanjega nogometnega igrišča z umetno travo v uporabo in cenika za športno uporabo nogometnega igrišča z umetno travo v športnem parku Rogoza. Poročevalec, gospa Metka Milič. Ja, ponovno hvala za besedo. Zdaj, kot veste, smo zaključili nekako z investicijo izgradnje umetne trave v Rogozi. Smo v zaključni fazi dejansko še pridobivanje uporabnega dovoljenja. Sedaj pa smo pripravili tudi pravilnik o uporabi tega igrišča. Za vzorec smo vzeli, tako kot imamo urejeno športne telovadnice. Je pa res, da smo zdaj tik pred zdajci nekoliko prilagodili cenik. To smo vam danes tudi posredovali po elektronski pošti. Cenik smo prilagodili izključno zaradi tega, ker smo ugotovili, da smo imeli noter eno napako, kaj se tiče sofinanciranja društev. Zdaj društva, ki tekmujejo v letnem programu športa, bodo dejansko preko letnega razpisa dobili ta sredstva nazaj in pa tudi uredili smo dejansko na pol ure smo šli za določitev cene. To pa smo dali izključno zato, ker treningi so običajno 1,5 ure, medtem ko tekme pa 2 uri. Zdaj pa smo tudi v pripravi spletne aplikacije, kjer bo možno rezervirati termine in zaradi tega, ker se tekme so daljše obdobje in treningi krajše, je bilo potrebno urediti, se pravi polurno ceno in zato smo tudi to tako uskladili. Tako da sam pravilnik pa določa namen uporabe in pa prednostni vrstni red, pa tudi hišni red uporabe. Hvala. Hvala. Odbor za negospodarske dejavnosti, izvolite. Člani odbora za negospodarske dejavnosti predlagajo občinskemu svetu, da potrdi predlog pravilnika o oddaji zunanjega nogometnega igrišča z umetno travo v uporabo.
ter da potrdi predlog cenika za uporabo nogometnega igrišča z umetno travo v športnem parku Rogoza. Hvala. Hvala. Odbor za finance, izvolite. Odbor za finance se strinja z predlaganimi sklepi. Zdaj bilo je tudi kar nekaj razprave na našem sestanku. Vidim, da del teh pripomb iz razprave pravzaprav je bilo upoštevanih. Predlagali smo še tudi, da bi se izvedel ekonomski izračun, rekel, koliko je stroškovni del tega in da se potem vidi, koliko pravzaprav je potrebno pri vsaki skupini, ki ima potem določene rekel tudi, da manj plača in tako naprej, da se vidi, koliko da občina, koliko pa dobimo nazaj z posameznimi najemi. Hvala. Statutarno pravna komisija, izvolite. Lep pozdrav. Statutarno pravna komisija predlaga občinskemu svetu občine Hoče - Slivnica, da potrdi predlog pravilnika o oddaji zunanjega nogometnega igrišča z umetno travo v uporabo. Hvala. Odpiram razpravo. Predlagam sklep številka 1. Občinski svet občine Hoče - Slivnica potrdi predlog pravilnika o oddaji zunanjega nogometnega igrišča z umetno travo v uporabo. Kdo je za ta sklep, naj to potrdi z dvigom roke. Soglasno. In sklep številka 2. Občinski svet občine Hoče - Slivnica potrdi predlog cenika za uporabo nogometnega igrišča z umetno travo v športnem parku Rogoza. Kdo je za ta sklep, naj potrdi to z dvigom roke. Soglasno. Hvala. Točka 20. Obravnava in potrditev dokumentov v zvezi z najemom dela zemljišča v športnem parku Rogoza in odkupom šotora. Poročevalec, gospa Metka Meglič. V letu 2017 smo na občini izvedli javni razpis po zakonu o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in oddali zemljišče v najem z namenom, da se postavi tam šotor in pa 2 nogometna igrišča, pa tudi gostinski lokal. Kasneje smo občinski svet tudi obravnaval podelitev stavbne pravic in pa tudi služnostnih pravic. Zdaj pa se je dejansko nam pripetila ena, bomo rekli, nevšečnost, kjer se je ta najemnik dejansko znašel v finančnih težavah in namerava ta šotor prodati. Najdo je tudi že kupca, in ta kupec je tudi že pri nas naredil poizvedbo o vseh sklenjenih pogodbah in je pripravljen vstopiti v njihov pravni položaj, prevzeti vse pravice in obveznosti, tako da bi se ta dejavnost, se pravi treningov, izvajala naprej. Zdaj, mi smo v ta namen pripravili en sporazum o privolitvi in prevzema teh pogodb. Pridobili smo naknadno še zdaj tudi, ker so nastali posamezni pomisleki ali ker je bilo izvedeno javno zbiranje ponudb, ali lahko mi sploh dovolimo takšen prenos. Zdaj iz pravnega mnenja izhaja, da obligacijski zakonik omogoča, da nekdo stopi v pravni položaj. Danes smo vam med gradivo naložili to pravno mnenje, jaz upam, da ste ga prebrali. In sicer imamo za obdobje najema smo dali 15 let, medtem ko stavbno pravico smo pa podelili za obdobje 20 let. Zato bi se ta novi kupec je tudi predlagal, če bi lahko občinski svet že sedaj tudi potrdil, da se najemno pogodbo podaljša za nadaljnjih 5 let. To že tudi sama najemna pogodba predvideva, samo podaljšanje za 5
let. Tako da dejansko so pred vami 3 sklepi, eno, da se potrdi prenos, drugo, da potrdite vsebino sporazuma in pa tretji, da se dejansko potrdi podaljšanje najemnega razmerja za obdobje 5 let. S tem, kolikor bo to potrjeno, bodo lahko športniki normalno izvajali treninge v šotoru, ker mi imamo po pogodbi 10 terminov tedensko zagotovljenih. Hvala. Hvala. Zdaj mogoče v osnovi je želja občine, torej da naša 2, največ sta tu v 90 ali 95% obe nogometni šoli, imata to možnost, da najmlajše, ki trenirajo po zimi znotraj, imajo tu boljše pogoje, da to ostane. Obstoječ lastnik, obstoječa pravna oseba ima finančne težave in smo pač na srečo se je našel nekdo, ki bi prevzel pravice in dolžnosti. Tako da to je predlog, ki smo ga pripravili, kot je razložila direktorica. Zadevo obravnava Odbor za gospodarstvo in turizem. Izvolite. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Odbor za gospodarske dejavnosti in turizem predlaga občinskemu svetu, da potrdi prenos vseh pravic in obveznosti, ki izhajajo iz sklenjenih pogodb vezanih na najem občinskega zemljišča znotraj športnega parka Rogoza iz Lunta Inženiring d.o.o. na M. Kaiser d.o.o. Prav tako tudi predlagamo, da se potrdi vsebina tripartitnega sporazuma o prevzemu pogodb vezanih na najem občinskega zemljišča znotraj športnega parka Rogoza in tudi predlagamo, da se potrdi podaljšanje najemnega razmerja za obdobje 5 let. Hvala. Hvala. Odbor za finance, izvolite. Ja, zdaj pa malo daljši kot običajno z 3 stavki. Namreč, to je bila naša tudi osrednja točka, kot bi rekel, ne več časa smo uporabili tu, ampak ne zato, da bi iskali dlako v jeziku in bi skušali zakomplicirati zadevo, ampak predvsem zato, da se zavedamo, bi rekel, odgovornosti in pa pomena takšne transakcije. Namreč, Odbor za finance seveda soglaša z vsemi prizadevanji strokovnih služb občine v najširšem smislu, da to situacijo reši, seveda, ker pač najemodajalec ne more več izpolnjevati pogodbenih obveznosti. Največji problem, ki ga vidimo, je pa to, da je seveda taka transakcija ali pa taki prenos vezan na zakon o javnih naročilih 3. Gre predvsem zaradi tega, ker so pri teh prenosih pogodbenih obveznosti je ta zakon zelo, zelo striktn in seveda izjemoma dovoljuje pod določenimi pogoji preko ta transfer. Naslednja zadeva, kaj je bila, je pa nesprejemljiva točka 8 člen, ki ga je pa strokovna služba že popravila in nima smisla v njem diskutiran, ker gre predvsem za to, da si je nekdo želel avtomatsko že naprej zagotoviti neki transfer, brez da občino o tem obvesti, tako da to je to. Zdaj, seveda, danes smo dobili tudi, bi rekel, to mnenje odvetnika, ker razlaga, ampak odvetnik nam razlaga ravno to, o čem smo mi že na seji Odbora za finance tudi, bi rekel, bili seznanjeni in na nek način soglašali, tako da ni dobene razlike. Gre samo za to, da tisti, ki ste eksaktno prebrali, seveda odvetnik veže, bi rekel, svojo razlago izključno na vprašanje, ki mu je bilo zastavljeno. In ga seveda tudi citira. In vprašanje, ki mu je bilo zastavljeno, seveda ne omenja, da je bilo to, bi rekel, zemljišče oziroma ta pogodba sklenjena na osnovi javnega poziva, javnega razpisa, ampak začne od tam naprej. Seveda, vsaka pogodba, ki ni vezana na javni razpis, seveda se lahko te transakcije poljubno delajo tako, kot je on opisal, ampak tu gre ključno za to. Pa ne zato, da bi mi zdaj hoteli
bi rekel, komplicirati. Vzadej je en kup, bi rekel, pogodb, služnosti, tudi teh za to, da se lahko postavili, bi rekel, tam te svoje objekte in tako naprej. Vemo tudi, da je ta sedanji najemojemalec v težavah in lahko se zgodi, da bo to stvar presojal nekdo tretji in takrat lahko občina, bi rekel, potegne slabo, vekolikor seveda ta transakcija zakonsko ni dovoljena. Jaz nisem pravnik, ne bi želel, bi rekel, tudi jemati pooblastil druge komisije, ampak ker je to vezano na, bi rekel, finance in pa posledice tega so lahko take, seveda bi tu pričakoval, da bi vsaj v eni besedi bilo napisano, da je bilo to zemljišče seveda pridobljeno na osnovi javnega razpisa, kar v celem tekstu tako vprašanju, kot tudi njegove utemeljitvi ni. To je zdaj moj komentar, tisti prvi del je pa bil komentar, seveda pa sklepi od odbora za finance. Odbor za finance v sklepih ni glasoval in je seveda pač pričakoval, da bodo do današnje seje se te stvari formalno uredile in seveda, vkolikor bodo te stvari pozitivne, pač vsak potem se izjasni na osnovi današnje situacije in pa današnjih argumentov, ki so bili dodatno predstavljeni. Hvala. Hvala. Preden odgovori direktorica, da sam podam obrazložitev. Zdaj prva trditev, da ni skladno z ZN3, seveda drži, ker razpis ni bil narejen po ZN3, ampak po zakonu o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Po ZN3 je bil, recimo, da plastično predstavim, razpis za drugo cev Karavank, ki ga je na osnovi referenc kolektorja pa Čegreza dobil, torej v skupnem nastopu. Potem je Čegrez pač propadal zaradi poslov v Afriki in je kolektor po ZN3 prevzel celotni posel, kaj meni z gradbenega pa logičnega vidika po moje najboljša rešitev. Ampak to je bilo po ZN3 in zdaj gradi nekdo, ki ni imel teh referenc, pa to ministrstvo oziroma vlada kdorkoli speljal. Tu pa se ne gre o zakonom o javnem naročanju, bil je narejen torej povabilo, glede na tudi po zakonu o javno-zasebnem partnerstvu, kjer mora pač zasebnik vedno dati pobudo, ki je dal pobudo, naredil se razpis, prijavilo se je takrat samo eno podjetje in zdaj pravice in dolžnosti tega podjetja v finančnih težavah se prenašajo na drugem. Nima veze z ZN3. Pa tudi, če vzamemo, kaj je država naredila, pa jaz menim, da dobro, da so to naredili, ker drugače vprašanje bi bilo verjetno dražje, pa dosti dalje bi trajalo, da ne štejemo negativnih finančnih vplivov z vidika prometnih zastojev. Tam so na osnovi ZN3 podelili nekomu del posla brez referenc. Torej, če sukcesivno vzamem, če lahko naredi to država, ministrstvo, pol bi lahko tudi mi, ampak mi nismo tu podvrženi zakonu o javnem naročanju 3, kot je bilo povedano. Zdaj pa jaz tu nisem pravnik, bo direktorica razložila. Hvala za besedo. Zdaj, mi smo odvetniku posebej naročili, da se opredeli do tudi zakona o javnem naročanju, glede na to, da je bilo na odboru pogostokrat izpostavljen zakon o javnem naročanju. Še enkrat, mi smo upravljali razpis po zakonu o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. In sedaj v točki 8 je podrobno obrazloženo. Obrazloženo tudi je posebej, da tudi po ZJN3 se lahko naredijo posamezni prenosi in se posamezni posli nadaljujejo. Je pa pri tem pomembno, da se ščiti javni interes. In mi z prenosom teh pogodbe dejansko ravno ščitimo javni interes, da se bo to nadaljevalo, da bomo imeli, da bodo otroci lahko trenirali
In tako kot sem rekla, 95. člen posebej določa pogoje, pod katerimi je dopustna sprememba pogodbenega partnerja. In v tem poročilu je tudi to zajeto. Hvala. Razprava je odprta. Ni razpravljalcev. Predlagam sklep številka 1 pri točki 20. Občinski svet občine Hoče - Slivnica potrdi prenos vseh pravic in obveznosti, ki izhajajo iz sklenjenih pogodb vezanih na najem občinskega zemljišča znotraj športnega parka Rogoza iz Lunta Engineering d.o.o. na M. Kaiser d.o.o. Kdo je za ta sklep, naj to potrdi z dvigom roke? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je kdo proti? En proti. Predlog sklepa številka 2. Občinski svet občine Hoče - Slivnica potrdi vsebino sporazuma o privolitvi prevzema pogodbe vezanih na najem občinskega zemljišča znotraj športnega parka Rogoza. Kdo je za ta sklep, naj potrdi z dvigom roke? 14. Je kdo proti? En proti. Predlog sklepa 3. Občinski svet občine Hoče - Slivnica potrdi podaljšanje najemnega razmerja za obdobje 5 let. Kdo je za ta sklep, naj potrdi z dvigom roke? 14 za, je kdo proti? En proti. Točka 21. Obravnava in potrditev mnenja lokalne skupnosti o upravljanju igralniške dejavnosti. Poročevalec, gospa Anja Majcenič, izvolite. Pozdravljeni. Občina je strani Ministrstva za finance prejela dopis za podajo mnenja lokalne skupnosti o upravljanju igralniške dejavnosti. Vlogo je podala gospodarska družba Casino Lent iz Ljubljane, ki želi svojo dejavnost opravljati v igralnem salonu na naslovu Loška ulica 13 v Mariboru. O dodelitvi koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo odloča Vlada Republike Slovenije, ki mora pred podelitvijo koncesije na podlagi Zakona o igrah na srečo pridobiti soglasje Mestne občine Maribor in mnenje sosednjih lokalnih skupnosti. Ker je občina Hoče - Slivnica sosednja lokalna skupnost Mestne občine Maribor, mora občinski svet sprejeti pozitivno ali pa negativno mnenje k podelitvi koncesije. Hvala. Odbor za gospodarske dejavnosti in turizem. Odbor za gospodarske dejavnosti in turizem predlaga, da se sprejme pozitivno mnenje k dodelitvi koncesije za prirejanje iger na srečo. Hvala. Hvala. Odpiram razpravo. Predlagam sklep. Občinski svet občine Hoče - Slivnica sprejme pozitivno mnenje k dodelitvi koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnem salonu, gospodarski družbi Casino Lent, turizem in storitve d.o.o. Dunajska cesta 63 000 Ljubljana v igralnem salonu na lokaciji Loška ulica 13 2000 Maribor. Kdo je za ta sklep, naj to potrdi z dvigom roke? 14 za, je kdo proti? Nihče proti. 22. Obravnava in potrditev sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra in statusa splošne rabe. Poročevalec, gospa Anja Majcenič, izvolite. Občina je prejela 3 pobude občanov za odkup zemljišča, in sicer prva se nanaša na zemljišče parcelna številka 292/2 Kao Polana, ki v naravi predstavlja brežino in jo uporablja lastnik sosednje nepremičnine. Drug predlog se nanaša na parcelno številko 486/2 Kao Radizel, ki v naravi predstavlja dvorišče. Tretji predlog pa na zemljišči parcelna številka 422/1 in 422/30 Kao Hočko Pohorje, ki prav tako ne služita več namenu, za katerega jima je bil podeljen status javnega dobra in bi ga želela odkupiti lastnika sosednjih zemljišč. Preden pa se sklene prodajna oziroma menjalna pogodba, pa je potrebno na navedenih zemljiščih ukiniti status javnega dobra in status splošne rabe in kot lastnico vknjižiti občino. Hvala. Hvala. Odbor za okolje in prostor, izvolite. Odbor za okolje in prostor predlaga občinskemu svetu, da potrdi sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parcelnih številkah v Poljani in Radizelu in status splošne rabe na 2 parcelih na Hočkem Pohorju. Hvala. Odpiram razpravo. Ni razpravljalcev, predlagam sklep. Občinski svet občine Hoče - Slivnica sprejme sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parcelnih številkah 292/2 Kao Polana, parcelna številka 486/2 Kao Radizel in ukinitvi statusa splošne rabe na parcelni številki
422/1 Kao-Hočko Pohorje in 422/30 Kao-Hočko Pohorje. Kdo je za ta sklep, naj to potrdi z dvigom roke? 15 za, hvala. Točka 23. Obravnava in potrditev odloka o poimenovanju nove ulice v naselju Slivnica pri Mariboru v občini Hoče - Slivnica po skrajšanem postopku. Poročevalec, gospa Maja Krajnc, izvolite. Lepo pozdravljeni. Investitor izgradnje večstanovanjske stavbe severno od zdravstvene postaje Slivnica je podal na občino prošnjo za pričetek postopka poimenovanja predvidene nove ulice, ki bo šele nastala, in sicer z levim zavijalcem iz regionalne ceste, torej iz Mariborske ceste. Zdaj iz njegove strani nismo prejeli dobenega predloga, zato smo se pri tem obrnili na krajevno skupnost Slivnica, ki je v svoji obrazlagi dala pač pobudo, da se nova ulica poimenuje Ulica ob drevoredu. Izvedli smo tudi v skladu z zakonom to javni poziv k predhodnemu posvetovanju. V tem času nismo prejeli nobenega drugega predloga, zato smo ta edini predlog posredovali komisiji, ki je bila imenovana strani župana, in dobili soglasno potrditev. Hkrati smo pa strani Geodetske uprave Republike Slovenije in pa strani Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen strani Vlade Republike Slovenije prav tako dobili pozitivno mnenje. Zato se dejansko občinskemu svetu predlaga, da potrdi poimenovanje ulice kot Ulica ob drevoredu. Hvala. Hvala. Odbor za okolje in prostor, izvolite. Člani odbora za okolje in prostor predlagajo občinskemu svetu, da potrdi odlok o poimenovanju nove ulice v Slivnici pri Mariboru. Hvala. Statutarno pravna komisija, izvolite. Statutarno pravna komisija predlaga občinskemu svetu občine Hoče - Slivnica, da potrdi odlok o poimenovanju nove ulice v naselju Slivnica pri Mariboru v občini Hoče - Slivnica po skrajšanem postopku. Hvala. Odpiram razpravo. Predlagam sklep. Občinski svet občine Hoče - Slivnica potrdi odlok o poimenovanju nove ulice v naselju Slivnica pri Mariboru v občini Hoče - Slivnica po skrajšanem postopku. Kdo je za ta sklep, naj to potrdi z dvigom roke? Soglasno, hvala. Točka 24. Obravnava in potrditev vsebine pogodbe o opremljanju s komunalno opremo za del območja HU 03/3 za gradnjo 12 enostanovanjskih stavb na parcelni številki 1397/6, 1402/4 in 1406/2 del. Vse Kao Spodnje Hoče. Poročevalec, gospa Maja Krajnc, izvolite. Torej, kot je do zdaj že bilo v nekih primerih, tudi zdaj imamo v potrditvi vsebino pogodbe o opremljanju. Gre dejansko za območje, ki komunalno ni opremljeno, prav tako tudi ni zgrajena cestna infrastruktura. Gre za območje z podenoto urejanja prostora HO 03/3. Občinski podrobni prostorski načrt je bil sprejet, zdaj dejansko je celotna zadeva v izvajanju. Za en del te ceste, ki manjka, je že v aprilu bila na seji občinskega sveta podobna pogodba. Zdaj pa gre dejansko za nadaljevanje še 55 metrov te manjkajoče ceste, ki se dejansko nadaljuje iz ulice Novo naselje. Sama predvidena gradnja pa zajema območje nekje južno od Senčne poti. Predvidena je gradnja 12 stanovanjskih enot oziroma stanovanjskih stavb, od tega je za 11 objektov že odmerjen komunalni prispevek, ki je obračunan na nekaj več kot 66 000 evrov, medtem ko sama investicija v izgradnjo vse te manjkajoče komunalne opreme in ceste znaša nekaj več kot 176 000. Zato se predlaga, da se dejansko ta pogodba o opremljanju tudi potrdi. S tem bo investitor izgradil vso to manjkajočo infrastrukturo in jo potem kasneje ob izgradnji tudi predal v upravljanje upravljalcev posamezne infrastrukture, cesto pa dejansko v upravljanju občine. Hvala.
Hvala. Odbor za okolje in prostor, izvolite. Člani odbora za okolje in prostor predlagajo občinskemu svetu, da potrdi vsebino pogodbe o opremljanju s komunalno opremo za gradnjo 12 enostanovanjskih stavb, vse v Spodnjih Hočah. Hvala. Odbor za finance, izvolite. Odbor za finance soglaša s predlaganim sklepom, zaradi analogije istočasno potrjujem tudi oziroma dajem soglasje k naslednji točki, ker je v bistvu. Ok, hvala. Statutarno pravna komisija, izvolite. Statutarna pravna komisija predlaga občinskemu svetu občine Hoče - Slivnice, da potrdi vsebino pogodbe o opremljanju komunalne opreme za del območja HO03/3 za gradnjo 12 enostanovanjskih stavb, vse v KO Spodnje Hoče. Hvala. Odpiram razpravo. Predlagam sklep, občinski svet občine Hoče - Slivnica potrdi vsebino pogodbe o opremljanju s komunalno opremo za del območja HO03/3 za gradnjo 12 enostanovanjskih stavb na parcelnih številkah 1397/6, 1402/4 in 1406/2 del, vse KO Spodnje Hoče. Kdo je za ta sklep, naj to potrdi z dvigom roke. Soglasno. Hvala. Točka 25. Obravnava in potrditev vsebine pogodbe o opremljanju s komunalno opremo za gradnjo enostanovanjskih stavb na delu območja HO03/2, KO Spodnje Hoče. Poročevalec, gospa Maja Krajnc. V tem primeru pa gre za nekoliko drugačno pogodbo. V tem primeru gre namreč za gradnjo predvidenih 5 enostanovanjskih stavb, kjer znaša odmerjen komunalni prispevek nekaj več kot 40 tisoč evrov. Zato investitor predlaga, da ta komunalni prispevek dejansko delno poravna v naravi v obliki izgradnje 8 parkirišč za osebna vozila in peš potjo v območju tenis igrišč. Vsi vemo, da dejansko na tem območju neke ureditve glede parkiranja ni in s tem dejansko smatramo, da je doprinos te investicije seveda pozitiven. Zato se dejansko predlaga, da v zameno za plačilo te višine komunalnega prispevka izvede to investicijo, razliko med odmerjenim komunalnim prispevkom in investicijo, ki je pa nekoliko manjša, ocenjena nekje na 35 tisoč evrov. Torej to razliko nekaj več kot 5 tisoč evrov pa plača v občinski proračun. Hvala. Hvala. Mogoče še tukaj. Parkirišča bo predvsem namenjena športnemu parku, tudi stanovalci, v prihodnje pa pripravljamo tudi odlok, da bo vsa občinska parkirišča možno koristiti 2 oziroma 3 ure, da se nam ne pojavljajo park and ride na pokopališčih ali pa da nekdo to koristi za sebe. Svoje parkirišča mora vsak si urediti doma. Obravnava odbor za okolje in prostor. Izvolite. Člani odbora za okolje in prostor predlagajo občinskemu svetu, da potrdi vsebino pogodbe. Odbor za finance, izvolite. Ja, vi ste že prej povedali, hvala, gospod Breznik. Statutarno pravna komisija, izvolite. Statutarno pravna komisija predlaga občinskemu svetu občine Hoče - Slivnice, da potrdi pravilnik vsebino pogodbe o opremljanju komunalne opremo za del območje HO02/3 v Spodnjih Hočah. Hvala. Odpiram razpravo. Predlagam sklep, občinski svet občine Hoče - Slivnica potrdi vsebino pogodbe o opremljanju s komunalno opremo za gradnjo enostanovanjskih stavb na delu območja HO02/3 v KO Spodnje Hoče. Kdo je za ta sklep, naj to potrdi z dvigom roke. Soglasno, hvala.
Točka 26. Obravnava in potrditev tretjega rebalansa občine Hoče - Slivnica za leto 2025 po skrajšanem postopku. Predstavitev pa bo gospa Janja Zorman opravila skupaj za točko 26 in 27. Razen, če ima kdo kaj proti? Ne, pol pa dajmo. Hvala za besedo. Pozdravljeni tudi z moje strani. Torej, k pripravi rebalansa in pa sprememb proračuna smo pristopili zaradi investicij, ki ste jih že predhodno obravnavali pri potrjevanju investicijske dokumentacije. Dejstvo je, da za projekti, ki želimo kandidirati za sofinancerska sredstva, je eden izmed pogojev tudi, da je investicijska dokumentacija oziroma finančne konstrukcije v investicijski dokumentaciji, da so usklajene tudi z proračunom in načrti razvojnih programov. Tako da glavni razlog za spremembe so vsekakor uskladitve teh finančnih konstrukcij v proračunu za leto 2025-2026 in pa načrtu razvojnih programov. Posledično so se usklajevali tudi načrtovani prihodki glede na terminski plan izvajanja investicij in pa načrt črpanja teh sofinancerskih sredstev. Predlaga pa se tudi spremembo načrtovanega zadolževanja. In sicer sprva je v letošnjem letu bilo načrtovano zadolževanje v višini 1,5 milijona. Sedaj predlagamo, da se v letu 2025 zadolžimo v višini 500 tisoč evrov in v letu 2026 načrtovano zadolževanje povečujemo na 1,490 milijon evrov. Glede na vse ostale predlagane spremembe, ki so še v predlogu rebalansa in pa sprememb proračuna, se tako načrtovani prihodki v letu 2025 znižujejo za 52 tisoč evrov, načrtovani odhodki za 1,52 milijon evrov, prav tako pa se načrtovano zadolževanje znižuje za 1 milijon. V letu 2026 pa načrtovane prihodke povečujemo za 766 tisoč evrov, odhodke za 2,256 milijonov evrov in pa načrtovano zadolževanje povečujemo za 1,490 milijonov evrov. So pa predlogi proračuna oziroma sprememb in pa rebalansa bili obravnavani tudi še po posameznih odborih. Hvala. Hvala. Odbor za negospodarske dejavnosti, izvolite. Lahko za obe leti, prosim. Obe točki ali obe leti. Člani odbora za negospodarske dejavnosti predlagajo občinskemu svetu, da potrdi tretji rebalans proračuna občine Hoče - Slivnica za leto 2025 po skrajšanem postopku. Prav tako predlagamo občinskemu svetu, da potrdi letni program ravnanja z nepremičnim, premičnim in finančnim premoženjem občine Hoče - Slivnica za leto 2025 po skrajšanem postopku. Predlagamo, da se potrdi prva spremembe proračuna občine Hoče - Slivnica za leto 2026 po skrajšanem postopku in da potrdite letni program ravnanja z nepremičnim, premičnim in finančnim premoženjem občine Hoče - Slivnica za leto 2026 po skrajšanem postopku. Hvala. Hvala. Odbor za finance, izvolite. Odbor za finance soglaša z predlogom sklepov za obe točki dnevnega reda. Hvala. Odbor za gospodarske dejavnosti in turizem, izvolite. Odbor za gospodarske dejavnosti in turizem predlaga občinskemu svetu, da se potrdi tretji rebalans proračuna občine Hoče - Slivnica za leto 2025 in prve spremembe proračuna za leto 2026, prav tako, da se potrdi letni program ravnanja z nepremičnim, premičnim in finančnim premoženjem občine za leto 2025 in 2026 po skrajšanem postopku. Hvala. Hvala. Odbor za okolje in prostor, izvolite. Tudi odbor za okolje in prostor predlaga občinskemu svetu, da potrdi tretji rebalans proračuna za leto 2025, da potrdi prve spremembe proračuna občine Hoče - Slivnica za leto 2026 ter da potrdi letni program ravnanja z nepremičnim, premičnim in finančnim premoženjem občine Hoče - Slivnica za leto 2025 in 2026 po skrajšanem postopku.
Hvala. Statutarno-pravna komisija, izvolite. Statutarno-pravna komisija prav tako je obravnavala in predlaga občinskemu svetu, da sprejme sklep za rebalans, tretji rebalans proračuna za leto 2025 in pa seveda za prvo spremembo proračuna 2026. Prav tako predlaga predlog, da se potrdi za premično in nepremično premoženje občine Hoče - Slivnica po krajšem postopku. Hvala. Torej, do 3 dni pred samo sejo ni bil vložen noben amandma, tako da predlagam, da glasujemo prvo o točki 26. Občinski svet občine Hoče - Slivnica potrdi tretji rebalans proračuna občine Hoče - Slivnica za leto 2025 po skrajšanem postopku in občinski svet občine Hoče - Slivnica potrdi letni program ravnanja z nepremičnim, premičnim in finančnim premoženjem občine Hoče - Slivnica za leto 2025 po skrajšanem postopku. Kdo je za ta sklep, naj to potrdi z dvigom roke? Soglasno, 14. In naslednji sklep. Pri točki 27 občinski svet občine Hoče - Slivnica potrdi prve spremembe proračuna občine Hoče - Slivnica za leto 2026 po skrajšanem postopku in občinski svet občine Hoče - Slivnica potrdi letni program ravnanja z nepremičnim, premičnim in finančnim premoženjem občine Hoče - Slivnica za leto 2026 po skrajšanem postopku. Kdo je za ta sklep? 14. Soglasno. Točka 28. Obravnava in potrditev predlogov za podelitev priznanj in nagrad občine Hoče - Slivnica v letu 2025. Poročevalec gospod Jože Merkoš, izvolite. Jože, izvolite. Za točko 28. Podelitev priznanj. Če treba kaj dodati? Ne. Ok. Odpiram razpravo. Predlogi komisije so tukaj. Ja. Ugotavljam, da ne. Je kdo proti temu, da bi v kompletu potrdili sklepe? Ne, prvi pa se skupaj prebral. 1. Občinski svet občine Hoče - Slivnica sprejme sklep o podelitvi naziva častni občan občine Hoče - Slivnica Konradu Vrhovšku. 2. Občinski svet občine Hoče - Slivnica sprejme sklep o podelitvi spominske plakete občine Hoče - Slivnica mešanemu pevskemu zboru Kulturno-umetniškega društva Hoče. 3. Občinski svet občine Hoče - Slivnica sprejme sklep o podelitvi zlatega grba občine Hoče - Slivnica Društvo upokojencev Rogoza. 4. Občinski svet občine Hoče - Slivnica sprejme sklep o podelitvi srebrnega grba občine Hoče - Slivnica mešanemu pevskemu zboru Društva upokojencev Slivnica. 5. Občinski svet občine Hoče - Slivnica sprejme sklep o podelitvi bronastega grba občine Hoče - Slivnica Združenju rezbarjev in modelarjev lesa Slovenije. 6. Občinski svet občine Hoče - Slivnica sprejme sklep o podelitvi priznanja občine Hoče - Slivnica Ivanu Brljaku. Drago Kvasu, prostovoljnemu gasilskemu društvu Bohova, prostovoljnemu gasilskemu društvu Hoče, Tatjani Bolšec, Danilo Lubeju, Simoni Šiferer in Dušanu Šafariču. Kdo je za sprejem teh 13 sklepov, naj to potrdi z dvigom roke? Soglasno. Hvala. Smo pri točki 29, seznanitev s polletnim poročilom o realizaciji proračuna občine Hoče - Slivnica, ki vam je že bil poslan torej predhodno, poročevalec gospa Janja Zorman. Torej gre za seznanitveni sklep, tako kot je že bilo povedano, torej polletno poročilo mora v skladu z zakonom biti posredovano občinskemu svetu
do konca meseca julija tekočega leta. To gradivo ste prejeli, mislim, da 29. julija. Dejansko gre za dejstva o realizaciji proračuna na prihodkovni in odhodkovni strani. Vsekakor pa je v skladu z zakonodajo potrebno še ta sklep o seznanitvi sprejeti na seji občinskega sveta. Hvala. Hvala. Ima kdo kakšno vprašanje? Ne, predlagam sklep. Občinski svet občine Hoče - Slivnica se seznanil s polletnim poročilom o realizaciji proračuna občine Hoče - Slivnica za leto 2025. Kdo je za ta sklep? Hvala. 13 za, je kdo proti? Ne. Točka 30, pregled investicij v teku. Gospa Metka Meglič. Mislim, da tokrat pa zadnjič danes. Zdaj, kaj se tiče investicij v teku, zaključili smo izgradnjo ceste Štern-Bukva, v izvajanje tudi obnova ceste Karlovčec-Hočka-Koča, pa tudi imeli smo že uvedbo v delo za izgradnjo te pešpoti ob Lipovem drevoredu. Izvajalec še sicer ni pričel z deli, ampak upamo, da bo v prihodnjih dneh se pričelo delo, tako da potem v roku 3 mesecev bi ta pot mogla biti zgrajena, je pa to tudi, s to potjo se pa tudi prijavljamo na razpis. Zdaj, Hotinski ribnik je investicija skoraj zaključena, postavljeni so gabioni, opravljena je že zasaditev, postavljene so klopi, tudi stojala za kolesa, postaviti je potrebno še samo eno novo igralo. Zdaj, lahko ste opazili tudi, da se na naši občinski stavbi že postavljajo sončni paneli, tako da postavljeni so že tudi v VŠD-ju v Hočah, pa v šoli v Hočah, pa tudi v vrtcu, potem pa še sledijo postavitve v drugih naseljih, se pravi v Rogozi, v Hotini vasi in pa tudi v Orehovi vasi. Zdaj, zaključili smo tudi z investicijo, izgradili smo manjkajoči fekalni kanal na stari cesti. Potem v prihodnjih dneh se bo pričela postavljati tudi, oziroma bomo pričeli postavljati te solarne svetilke, in sicer ob šolski poti v Rogozi, pa tudi v Grajski ulici Slivnica. Pa tudi nekaj jih je predvidenih v KS Reka Pohorje. Bomo pa tudi pričeli z zamenjavo nekaterih svetilk, ki so bile poškodovane ob toči v naselju Orehova in Hotinja vas. Pridobili smo tudi uporabno in gradbeno dovoljenje za nogometno igrišče v Slivnici, kjer smo se dolgo borili z Zavodom za kulturno dediščino, ampak na koncu nam je uspelo, ker je vseeno objekt grajen pred letom 67, se pravi samo igrišče, in tako da smo pridobili ravno danes to uporabno in gradbeno dovoljenje. Zdaj, jutri imamo tudi sestanek v zvezi z recenzijo za levi zavijalec, kolikor bomo to dobili v kratkem potrjeno, bomo tudi objavili javni razpis za ureditev levega zavijalca v Slivnici. Prav tako pa imamo objavljeno javno naročilo za izbiro izvajalca za obnovo ceste v Pivoli. To je tam pri konec drevoreda proti gradu Hompoš. To je na kratko investicija. Hvala. Smo pri zadnji točki vprašanja in pobude. Izvolite, gospod Lobnik. Pozdravljeni. Zdaj bi se jaz najprej opravičil, če sem mogoče spregledal, jaz sem v decembru postavljeno vprašanje prometa z zemljišči v KAU Slivnici. Zdaj, če je bil odgovor podan, pa sem ga spregledal, ali je še ni bilo odgovora.
Pol pa drugo vprašanje, investicija, ureditev potoka in prestavitev potoka o Vilenski cesti. Tam se je neki potok predstavljal, neke gradnje bile in tisto me projekt zanima, pa finančno, kak je konstrukcija, kak je šla to skozi. Pod tretjo imam eno od krajana vprašanja, ki bom jih pa dal pisno. Super, bomo to glede decembra preverili. Vam na mail pošljemo lahko vse to? Okay. Še kdo? Izvolite. Hvala za besedo. Verjetno nisem edini, ki je dobil kar nekaj pošte iz stanovalcev Vzhodne ulice v zvezi z izgradnjo počivališča. Z ozirom na odgovor, ki sem ga danes dobili, da je investitor seznanjen z temi pobudami in da bo v roku 14 dni odgovoril, bi bilo prav, da bi seveda bili tudi svetniki o tem seznanjeni. Tako piše v današnji pošti, da je investitor izgradnje tega napisal, da bo odgovoril na pobude, ki so bile podane, ker želi dobre odnose in tako dalje. Dobro. Zakaj to načenja? Načenja zaradi tega, ker nismo nič še danes rekli okrog te pošte, ki je potovala, ne vem kje vse. Vsi smo dobili, zdaj če smo ali nismo, ne vem. Jaz vem, v glavnem, da sem dobil kar nekaj tega, no in danes sem prečital v pošti, ki je prišla, da je investitor odgovoril, da bo v roku 14 dni podal svojo stališče do pripomb, ki so bile podane na osnovi sestanka, ki ste ga imeli z prebivalci Vzhodne ulice, pa mislim, da tudi kdo iz Čopčeve. Bo Metka podala odgovor, komuniciranje je bilo, oni so komunicirali nekaj z mediji, nekaj z občino, nekaj z svetniki, tako da je bilo večsmerno komuniciranje. Pa izvolite. Ja, zdaj, jaz sem vas v petek vse seznanila, ker sem bila tudi sama seznanjena, da ste nekateri prejeli pošto od stanovalcev Vzhodne in Čopčeve ulice. V preteklih dneh smo mi preden so oni vam posredovali to pošto, smo mi imeli že en sestanek na občini in sicer tam smo se dogovorili, da bojo oni pripravili pisne predloge, kar so tudi storili. Mi smo investitorju posredovali in investitor, tako ste povedali, se je opredelil, da bo dejansko si želi dobrih odnosov in da bo poskušal v največji možni meri upoštevati njihove predloge. Zdaj, res je, da OPPN je bil sprejet brez posebnosti, na javni razpravi ni sodeloval nihče in pa tudi za parkirišče je izdano gradbeno dovoljenje. Tako da postopek je dejansko, kar se tiče gradbenega dovoljenja, zaključen. Gradbeno dovoljenje je tudi pravnomočno, zdaj po naših informacijah so tudi prvi tisti stanovalci, ki so najbližje ob zemljišču bili vključeni v postopek izdaje gradbenega dovoljenja, so tam tudi sodelovali in so se dogovorili za posamezne omilitvene ukrepe. Tako smo tudi mi, ker ena izmed bojazni je, da bi tovornjaki zašli v te ozke ulice. Mi smo že namestili to prometno signalizacijo, prepoved za tovornjake. Kasneje, ko se bo pa izvajala investicija, bodo pa tudi fizične prepreke izvedene, da se res ne bi moglo zgoditi, da bi kaki tovornjak zašel. Tako da, ko bomo dobili odgovore od investitorja, bomo tudi vsem svetnikom
posredovali. Mogoče še z moje strani, ker so me mediji spraševali, torej na teh območjih je bilo v preteklosti predlagano, da bi bil zelen pas, s čimer se pa seveda lastniki zemljišč niso strinjali. Ker če je industrijsko je vredno, ne vem, 50 €, čeprav je pod daljnovodom, če je zeleno, je ekvivalent torej kmetijskih površin ali pa še slabše, ker so neke omejitve vredno, ne vem, 5 € ali pa 100% pa več 10 in takrat so se lastniki pritožili in zato je ostalo industrijsko. Torej, parkirišča za vozila nad 7,5 ton so po uredbi o razvrščanju objektov industrijski objekt. Tu je industrijsko območje IG, že ne vem, mislim, da po prostorskem planu mestne občine Maribor in torej ni nobene pravne osnove, da bi komorkoli rekli, da ne sme na industrijskem območju graditi industrijskega objekta. Torej, tako kot je direktorca, so bili vsi postopki v zvezi z OPPN-jem, tudi vsi nosilci urejanja prostora so dali pozitivna mnenja in kot je bilo nam povedano, torej bojo pripravili te odgovore, ampak dva soseda, ne samo, da sta bila seznanjena, sta se tudi odpovedala pravici do pritožbe, da so oni dobili prej gradbeno dovoljenje. Imajo pa podporo Darsa, Ministrstva za infrastrukturo, ker s tem, ko so tu parkingi, se bo zaščitilo na območju Rogoze, mislim, da tu je nekih 8 hektarjev zemljišč, ker pol Dars tam ne bo gradil parkingov, ker tu gradi zasebnik. Tako da ni pa nobene osnove, da komerkoli ne daš pozitivnega mnenja, da industrijski objekt gradi na industrijskem območju. Toliko mogoče na kratko. Izvolite. Jaz sem bil, tako da verjetno vsi to pisemce, namreč pa sem šel malo gledati, kak je pravzaprav situacija zdaj s temi. Zdaj dejstvo je, tako kot pravite, gradbeno dovoljenje za prvo fazo je izdano, to se pravi za 56 parkirišč gradbeno dovoljenje je izdano, pa za objekt, ostalih 145 ali pa, dobro, ne me za besedo držati, je pa zdaj v pridobivanju in ravno zdaj je Ministrstvo za okolje in energijo izdalo to javno naznanilo, ker zbira od zainteresiranih še potrebne pripombe ali pa od teh, bi rekel, civilne družbe, skratka po zakonu, ker pač očitno je to tak velik projekt, da to morajo zakonsko narediti, tako da bojo verjetno pač tu je mesto, če hočejo zdaj komunicirati z državo, je tu priložnost, da vidijo, če je tukaj takega, kar je v projektu, da bi se še dalo spremeniti ali pa ne. To mogoče. Mogoče edino, kar so še nam povedali, da bo okoli ne 40 metrov, ampak 105 metrov te protizvočne bariere naredili. Ampak naj napišejo. Par stvari so povedali ustno. Še kakšno vprašanje, pobuda? Ugotavljam, da ne, s tem zaključujem 18. redno sejo. Hvala.